Pozdravljeni na socialna omrežja Slovenske note. Gledate prvo praznično oddajo Slovenske note 2020, ko smo se oglasili na pristavi nad Stično pri naši tretjeuvrščeni Petri Prebanda. Petra Prebanda je simpatična mlada pevka, ki prihaja iz pristave nad Stično. Na Slovenski noti 2020 je dosegla izvrstno 3. mesto in se v naša srca zapisala kot večen romantik. Sicer uspešna študentka farmacije, ki v življenju vse bolj ve, kaj si želi doseči. Kdo je Petra? Kako razmišlja? Kakšne spomine ima na letošnje tekmovanje? In česa se je Petra naučila? Vse to izveste v nocojšnji prvi praznični oddaji Slovenske note 2020. Zato ne odhajajte nikamor. Dobro večer, dragi gledalci, pozdravljeni v prvi praznični oddaji Slovenske note. Danes smo se tukaj oglasili pri naši tretjeuvrščeni Petri Prebanda na pristavi nad Stično, kjer je, če se vsi, ki dobro poznate Slovensko noto, naša Petra posnela tudi svojo notino razglednico. Petra, živjo. Živjo. Kako si kaj letošnje leto med korono? Kaj se je vse dogajalo sedaj s teboj od finalnega večera do sedaj prazničnih decembrskih dni? Ja, v bistvu, glede na to, da se je vse zaprlo, se mi zdi, da smo kar vsi počeli iste stvari. Probali smo se ukvarjati sami s sabo. Jaz sem veliko začela brati nekih takih knjig, ki mi dajo zagon za nove podvige. Začela sem se učiti nov tuj jezik, ruščino. Pojem še vedno zelo redno, probam vsak dan. Tako, začela sem s prakso v lekarni, ker študiram farmacijo. Ja, tako, pestro. Se s teboj dogaja pestre reči oziroma se ti dogaja na polno. Verjetno pa si v tistih jesenskih dnevih velikokrat skočila na tale hrib, na pristavo nad Stično, kjer si posnela svojo notino razglednico, kjer si nam pokazala v notini razglednici, da razmigavaš tako možgančke kot mišice. Si velikokrat zahajala sem na tale hrib. Ja, v bistvu potem, ko je bilo še malo lepše vreme, septembra, ja, sem bila ene parkrat še tukaj, pol se je pa itak začelo že bolj hladno, pa tako, pa sem imela itak več za delati tudi, tako da zdaj zadnje 2 meseca ne toliko veliko, ampak po noti sem šla še ene parkrat sem, ja, malo podoživeti vse, kar se je tukaj zgodilo. Na ta romantičen hrib. Tako. Sedaj je minilo že res nekaj mesecev, skoraj da 3 meseci minevajo od finalnega večera Slovenske note 2020 in sedaj, za Božič, ko podoživljaš te stvari za nazaj. Kaj je tista prva stvar, ki ti pade na pamet, ko pomisliš na finalni dan? Kaj ti je ostalo najbolj v spominu? V bistvu samo to, koliko smo se še bolj povezale med sabo na finalni večer. Se mi zdi, da prej, saj smo se dobili parkrat, ampak je bilo vedno v Hrastniku in vedno je bilo tako za 2 urci mogoče in smo imeli vedno neke delavnice ali pa neke dogodke in se nismo mogli toliko povezati. Medtem, ko na finalni večer je bilo pa tako, smo imeli tudi več časa za nas in smo se vmes lahko bolj spoznale in to mi je bilo najboljše v bistvu. In seveda ti moram v imenu celotnega Mladinskega centra Hrastnik in Slovenske note še enkrat iskreno čestitati za tvoje odlično doseženo 3. mesto. Hvala. Ti si bila ena od tistih 3 zadnjih, ki ste stale na odru Delavskega doma Hrastnik v soju žarometov. Kako je bilo tiste momente, tiste trenutke čakati na točke, kako si se počutila? Na odru si izgledala zelo damsko. Hvala. V bistvu, ko sem slišala svoje ime, sem šla naprej in sploh nisem več razmišljala na to, kaj se bo zgodilo, ampak bolj na to, kako je to možno sploh, da so mene poklicali, tako da sploh nisem po moje čisto dojemala, kaj se dogaja. Tako da tudi pol, ko recimo so takoj pač poklicali moje ime, nisem bila sploh nič razočarana, ker sem še vedno bila tam nekje zadaj, pač vsem sem prišla na 3. mesto, že to je tako ful dobro, ker smo bile itak vse ful dobre, bilo nas je 10. Tako da, ja, ne vem sploh, kaj se je takrat dogajalo, to je bilo čisto kaos v glavi. Kako pa nasplošno bi mogoče pokomentirala ta izplen, Risino 1. mesto, Mančino 2. mesto, kako si bila zadovoljna oziroma kako si gledala na njuno 1., 2. mesto? V bistvu moram reči, da tudi prej, ko sem razmišljala malo, ko sem slišala vseh 10, ko smo pele, sem bila tako, koga bi dala med prve 3 in sploh nisem vedela. Jaz sem čisto mislila, da čisto vseh 10 je imel možnost za to, tako da
nisem imela neke favoritke, tudi nisem mi zdela, ok, ona bo sigurno zmagala ali neki. Tako da tudi pol, ne vem, ker sem videla, mi je bilo tako, ja, itak se sta obe ful dobro pele in zasluženo in kdorkoli bi bil drug, bi bilo zasluženo. Tako da moram reči, da nisem bila niti ful presenečena, niti razočarana. No, tako. Res ste bile vse odlične in tudi v ekipi nismo do zadnjega trenutka vedeli, kako se bo razpletlo, tako da je bilo zelo napeto v zaodrju. Mogoče tega nismo ti nikoli povedali, ampak Petra Prebanda, drage in dragi, je bila prva, ki se je prijavila izmed vseh 44 prijavljenih na avdicijo. 15 minut čez 8 sem pokukal v evidenco. Takrat, davnega marca že, smo sprejemali prijave in me zanima, ko si se prijavljala na Slovensko noto. Kaj si pričakovala in ali si pričakovala, da bo na koncu za tebe tako čudoviti izplen 3. mesto in tako čudovita potrditev? Ja, v bistvu moram reči, da je meni moja učiteljica petja Saša Lešnek, ker sem se začela učiti glih takrat decembra, se pravi 4 mesece pred audicijo, mi je rekla, da je pet probata, pač mogoče ti bo dober, mislim, da je dobra izkušnja, ful se vedno potrudijo za festival in pet probat, zakaj pa ne. In pa mi je rekla, da bo letos prvič omejeno število mest za audicijo in jaz sem bila čist prestrašena in sem bila tako, šita, to moram ful hiter se prijaviti, ker drugače to ne bo šlo. In jaz se še spomnim, da sem imela budilko ob 8 zjutraj in pol nisem najdla neke svoje slike in sem bila še bolj živčna, zato je bilo 15 čez, drugače bi bilo verjetno 2 minuti čez, tako da čisto smešen. Ja, kaj si me vprašal še? Zelo zanimivo je bilo to poslušati. Ja. Bila si prva, potem so se seveda prijave usule takoj za teboj. Kakšna so bila tvoja pričakovanja takrat, ko si se prijavljala? V bistvu nisem poznala festivala, čisto iskreno, ker tudi nisem iz tistih koncev in me je potem šele Saša rekla, da kako je bilo in tako malo povedala glede pač kakšni finalisti so bili in potem sem šla gledati malo za nazaj. Ne vem, meni je bilo čisto fascinantno, da je to v bistvu, da jaz ne poznam še tega, ker itak sem že prej hotela tako iti kam, da ne bi rabila svoje lastne pesmi, no to mi je bilo ful dobro, da se kaj tazga pač je še obstajalo. Tako da sem pa v bistvu, mi je bilo čudno, da nisem tega poznala in sem videla, wow, to je pa res neki na nivoju, res se ful trudijo, zakaj pa ne, in tako sem bila pač, sem ful tako, pač želela bi si, da bi bila sprejeta na finale, glih zato, da pač še kje pojem bolj tako, pred ljudmi, pred kamero v bistvu, ker že dolg časa nisem tako nastopala pred toliko ljudmi in zato sem bila zelo excited in sem si želela itak priti naprej. In se je potem vse lepo izteklo na koncu, kaj ne? Ja. Kaj pa je sedaj, decembra, ko pogledaš malce s čustvene, časovne distance na Slovensko noto, kaj ti je ostalo najbolj v spominu? Tako mogoče en dogodek ali pa en doživljaj, en pripetljaj, kaj je tisto, kar ti je ostalo najbolj v spominu? Mogoče tudi to, ko smo prišli tja na ta finalni večer, takrat je bil še dan, ob enih, ali kdaj smo se dobili, ko smo vse videli ta prostor, pa tako, koliko je to res tako bilo veliko in tako, ne vem, to, pa te luči, pa zvok je ful dobro prišel do izraza in pa tudi vsaka, ki je pela na vaji, smo bili vse samo tako, wow, ful dobro, ker itak tam, ko smo vadili, pač nisi sploh imel občutka, da bo to tako. Tako da to je bilo tako nek wow efekt, ker smo tudi vse ugotovili, ok, danes gre za res, Ko je bil ta trenutek soočenja s temi, kakor si rekla, z lučmi in vsem tem. Petra, kaj pa sedaj po slovenski noti? Rekla si, da še prepevaš, seveda za vse tiste, ki mogoče ne veste. Naša Petra Prebanda si je ustanovila svoj YouTube kanal, kjer nas pocrkljaš, na vsake nekaj dni s priredbami iz tvoje sedaj domače sobe, ne? Tako je. Si mogoče sedaj po slovenski noti dorekla kakšno svojo pevsko vizijo? Kaj si želiš za tem? Zdaj v bistvu nimam tako v glavi, kaj si točno želim ali pa neko začrtano pot. Zdaj moj cilj je to, da v bistvu hodim redno na pevske vaje, še naprej k Saši, da čim bolj izpopolnim ta svoj glas, ker vem, da imam še veliko za delati in se mi zdi to ena ful dobra stvar. Tako da to, ja, zdaj neke ful pevske vizije, ja, te coverji, te priredbe so mi tako pri srcu, zato ker nimam zaenkrat še nekih svojih komadov napisanih, pa tudi ne vem, če je to čisto želja oziroma smer, v katero bi rada šla. O tem še malo razmišljam in v tem času, ko še razmišljam, se mi zdi ok, da pač poznam kdaj kakšno priredbo,
pa tako, no, da nadaljujem z učenjem petja. Krasna, se mi zdi krasni cilji. In nekaj si tudi pripravila za nas, kaj ne, drage gledalke, gledalci. Danes je Božič in vse bo verjetno tudi v slogu naših gledalk, gledalcev, tudi vas, finalistk, nas organizatorjev, vse v nekem stilu obdarovanja, daril. In tudi ti si pripravila za nas eno posebno darilce, a ne? In bi ti dal to čast oziroma priložnost oziroma te prosil, da naše gledalke oziroma gledalce, ki so nocoj z nama, povabiš, da si ogledajo in da poveš, kaj si pripravila in da jih povabiš, da si to ogledajo. Okay. Torej, jaz sem pripravila mojo priredbo pesmi Če je to slovo, ki sem jo pela na finalnem večeru, in sem jo malo bolj tako božično obarvala. Ne bom nič več povedala, vabim vas vse, da si pogledate mojo priredbo in upam, da boste uživali. Na tleh leži tvoj kovček sil, v njem stvari. Na mizi ključ, na licu smeh, a v srcu greh. Nek tuj poljub in moč obljub izdaja te, kot črn sneg med nama je ujet. Na tleh leži moj kovček sil, v njem stvari. Res moje roke umazane so od strasti. In na ves glas ti rečem, daj oprosti mi. Res žal mi je, prekrižaj me. Če je to slovo, me močno objemi, stisni me, da mi lažje bo. Če ti je hudo, ti moj zrak zajemi, preden greš. Ker te minute sreče vse bolj branijo, se upirajo. Ali ljudje takoj obsojamo, je res tako težko oprostiti, če res ljubimo. Trdna tla, iskrenosti vsak izgubi. In kdaj pa kdaj v svojih sanjah odleti. Le kdo sem jaz, da lahko zdaj sodim ti. Je res poraz odpuščati, če je to slovo. Me močno objemi, stisni me, da mi lažje bo. Če ti je hudo, ti moj zrak zajemi, preden greš. Če je to slovo, stisni me, da mi lažje bo. Sreče vse bolj branijo, se upirajo. Ali ljudje takoj obsojamo, je res tako težko oprostiti, če res ljubimo. Ja, lepo pozdravljeni, smo že nazaj tukaj na pristavi nad Stično. Hvala, da ste nocoj z nami. Ja, če je to slovo,
ne, je bila tvoja pesem, ki si se predstavila tako na finalnem večeru kot sedaj. In s to pesmijo je pravzaprav bila povezana ena tvoja osebna zgodba, ki si jo tudi delila, ne, za vse, ki smo te spremljali na letošnji poti. In me zanima, kako ti je bilo se osebnostno razgaljati na letošnjem finalnem večeru. Ti je bilo ob tem prijetno, neprijetno, verjetno je bila to prva izkušnja, da si tako na široko delila kaj osebnega. Kako ti je bilo ob tem? V bistvu mi ni bilo tako, ne vem, ful grozen ali kako bi rekla, ker itak se mi zdi, da če hočeš, da te ljudje spoznajo, pa da te res začutijo, je ful lepo, da tudi vejo, kaj o tebi, ne. In ta pesem je itak govori o nekem o slovesu in o partnerskem, ne, slovesu. Tako da ni mi bilo nič tazga, se mi zdi itak pozitivno, da se čim več govori o, ne vem, slabih, dobrih stvarih. Ne vem, edin tako tudi lahko mogoče komu, ne vem, pomagaš, da tudi vidi, da on gre čez kaj tazga, ne, da ni sam, ne, da smo še tukaj drugi ljudje, ki smo šli kdaj čez kaj tazga. Torej je bila tvoja v bistvu neko mini poslanstvo s tem, ko si povedala kaj na intervjujih, da bi se neka najstnica na tisti drugi strani ali tudi najstnik seveda znašel v tem tematikah razhoda, slovesa in tako naprej. Ja, recimo. Lepo. No, nismo sicer dobili še odgovor, ampak zagotovo so te besede odmevale. Katera je pa tista mogoče osebna situacija, iz katere si pa sedaj za pevsko delo največ črpala? Iz katere situacije si največ recimo potegnila neke inspiracije, navdiha? Je to ljubezen ali kaj drugega? Ja, mislim, kakor sem rekla, nimam še svojih pesmi, ne, tako da ne moram tle čist pravilno odgovoriti, ampak ja, sigurno je ljubezen ena taka stvar, taka močna stvar, ki če bi jaz recimo začela s to potjo, tle bi sigurno črpala pač svoj navdih. Tako da, ja, tako močno čustvo, no, ki lahko lepo in žalostno in grozno obenem, a ne. Tako da, ja. Ja, saj si se zagotovo na Slovenski noti zapisala kot en večen romantik, ne, skozi vse Tako. pesmi, ki si jih predstavila. Na letošnji noti ste se punce med seboj res zelo povezali, kot si že na začetku povedala, sploh na finalni dan, ko ste bile res ogromno časa skupaj. In me zanima, s katero si se pa ti osebno najbolj ujela in kako je prišlo do tega, da si se ujela? Se mi zdi, da vse 4 punce, ki smo bile v eni garderobi skupaj, to smo bile starejše, torej Ajda, jaz, Živa in pa Lea, da smo se me 4 ful dobro ujele, ker smo bile tako bliže po letih, a ne, in tudi, ne vem, bližje smo bile si tako po izkušnjah in tako. Tako da zato, ne vem, ne bi samo ene izpostavila, ker itak z vsemi 3 sem se ful dobro ujela, tudi z mlajšimi seveda, ampak je to čisto drugače, ne. Tako da, ja, glih to, ker smo bili skupaj v garderobi, pa ker smo se pomagali, ne vem, obleči pa namazati, pa tako, pa se še malo bolj zbližaš. Pa ste ta odnos negovale, sedaj čez jesenske, zimske dni, ste še v stiku? Ja, kdaj pa kdaj se slišim s katero od njih, tako prek Instagrama, Facebooka. Itak, če bi bilo možno iti na kakšno kavo, bi se mogoče to še malo bolj nadaljevali. Sicer je malo težje, ker nismo vse iz tega konca Slovenije, a ne? Ampak sigurno, ko se bojo sprostili ukrepi, pa to bomo kdaj šli še na kakšno pijačko. Super. Mogoče upamo tudi na kakšno glasbeno sodelovanje. Eno presenečenje od teh glasbenih sodelovanj imava še za nocoj pripravljenega, kaj ne? Kako pa si nasplošno bila si druga najstarejša finalistka, če se ne motim? In kako si gledala na ta celoten šopek vas 10 punc? Glede starosti ti je bilo mogoče prijetno tekmovati z mlajšimi, oziroma da si bila med starejšimi? Kako si gledala, no? Kot ena od starejših na ta celoten šopek? Ja, nikoli si nisem nič razmišljala o tem, bolj bi bilo starejšimi ali pa boljše, tako kot je. Nisem na to razmišljala. Edino zanimivo mi je bilo tako, ko sem videla te mlajše punce, ne, punčke. Ne vem, ker sem videla tudi malo sebe, ne, v njih. Pa tako malo ta naivnost, občutljivost, tako, ker smo bili vsi mladi, a ne, pa tako. Mi je bilo ful zanimivo, kako, pa tudi tako itak, kako dobro pojejo pri toliko mladih letih, a ne, sem bila včasih kar tako malo, wow, jaz ne vem, če sem bila tam, ker sem bila toliko mlada, a ne. Tako da, ne vem, zanimivo je kdaj tudi videti, ker dejansko nimam stika z nobenimi toliko mlajšimi, recimo, da bi imela kakšne sestrične, sestre, nimam, a ne. Tako da tudi to, da vidim malo, kako
te mladi otroci živijo v današnjem času, kakšni so njihovi hobi, pa tako ne, da malo vidiš neko drugo generacijo, tako da meni je bilo čist fajn. Je bil tak lep medgeneracijski stik potem na slovenski noti letošnje leto. Ja. Petra, zelo zanimivo pa je, da si pred mnogo leti, oziroma ne vem, če je mnogo, pred nekaj leti, skratka igrala saksofon. Zelo zanimiva, ne? Izbira inštrumenta in me zanima, kako to, da si se za ta inštrument navdušila. Bojda, ne, zaupala si nam v zakulisju, da si tako resno igrala saksofon, da si ga celo mislila iti študirati, ne? Ampak si se potem odločila za študij farmacije. Ja, v bistvu ne čisto študirati, no, ampak bila sem že nekaj tednov malo bolj resno vadila, da bi šla narediti spremce za srednjo glasbeno. Poleg gimnazije bi šla na oboje. Ampak pol, ne vem, kaj me je takrat pičalo, da sem bila pa tako, ne bom. Ampak mogoče vsem to, ker ni mi bilo glih fair, da bi šla mogoče saksofon na srednjo, ker sem vsem ful raj špela, ne. In sem bila tako, joj, to še vse ni čisto, zakaj bi jaz, da bi se toliko dala v nekaj, ne. Pa tudi saksofon je tako, ne, jazz je klasika in jaz sem bila vedno bolj v klasiko usmerjena. In je težko s tem pač služiti denar, ne. V Sloveniji je tako, da v simfoničnih orkestrih itak ne moreš igrati in pol na koncu mi zdi, bi mogla učiti saksofon, če bi hotela iti v to smer in to mi ni bilo najbolj. Tako da pol sem nekako rekla, da ne bom šla, da mi je to všeč kot hobi. Ja, zakaj sem si izbrala saksofon? Zanimivo, ne vem v bistvu zakaj. Jaz sem hotela iti, igrala sem klavir že prej, ne, sem že naredila nižjo glasbeno in pol sem bila tako, bi še nekaj, ne. In pihalo mi je bilo, sem hotela pihalo zaradi tega, ker bi ful rada v orkestru igrala, ker tudi moja sestra je pa klarinet igrala in potem sem v bistvu že tam videla malo, kako to gre in kako se ima oni fajn na orkestru in sem bila tako, jaz bi tudi kaj tazga rada imela. S klavirjem nisi mogel, ne, in si nisi mogel z nobenim družiti pa igrati skupaj, ker si bil vedno solist. Tako da zato, no, sem pol saksofon itak zvok mi je ful lep. Nekako sem bila med saksofonom pa oboe, no, sem se odločala, pa sem pol se za saksofon odločila, no. Pa mogoče boš pripravila kakšno presenečenje, petje in saksofon hkrati? Nikoli se ne ve. To bi bila zanimiva kombinacija, ne vem, če smo že kaj takega na slovenski sceni imeli. Ja, Flavto imamo, ne? Zore, ne? Marta Zore, kakor jaz vem, je igrala saksofon in pela. Včasih, ja. No, vidiš, si lahko novodobna naslednica Marte. Mogoče. Na tem mestu bi si zopet privoščili eno pavzico. Kot sva že prejle malce namignila, si tudi ti pripravila eno glasbeno sodelovanje za nas. S kom si posnela svoj prazničen, nocoj božični celo duet in kako je bilo snemati z njo? No, posnela sem ga z Leo. Meni je bilo super, midve se tako ful dobro razumeva, se mi zdi, da imava dosti isti pogled na svet, na glasbo, podobne cilje v življenju. Tako da meni je bilo kul, no, bi si pa želela kdaj še v živo mogoče posnet, bi bilo veliko boljše, kot tako prek aplikacije, ampak zdaj so taki časi, ne. V 2021 bo to se realiziralo. Tako. Kaj sta zapeli skupaj? Zapeli sva My Grown Up Christmas List od Kelly Clarkson. Tako, torej moj odrasli seznam božičnih želja. Tako, dragi in dragi, uživajte. Lea in Petra. Do you remember me? I sat upon your knee. I wrote to you with childhood fantasies. Well, I'm all grown up now and still need help somehow. I'm not a child, but my heart still can dream. So here's my lifelong wish, my grown-up Christmas list. Not for myself, but for a world in need. No more lives torn apart, their wars will never start, and time would heal all hearts. And
friend, and right would always win, and love would never end. Oh, this is my grown-up Christmas list. As children we believed the grandest sight to see was something lovely wrapped beneath our tree. But heaven only knows that packages and bows can never heal a hurting human soul. No more lives torn apart, their wars will never start, and time would heal all hearts, and everyone would have a friend, and right would always win, and love would never end. No, this is my grown-up Christmas list. What is this illusion called? The innocence of youth. Maybe only in a blind belief can we ever find the truth. No. No more lives torn apart, their wars would never start, and time would heal all hearts, and everyone would have a friend, and right would always win, and love would never end. Oh, this is my grown-up Christmas list. This is my only lifelong wish. This is my grown-up Christmas list. Lepo pozdravljeni, evo smo že nazaj tukaj na pristavi nad Stično, še vedno klepetam s Petro Prebanda, tretje uvrščeno na slovenski noti 2020. Ja, torej, odrasle božične želje. Ti si odrasla, kaj si pa ti letošnje leto zaželela za božič? Naj pomislim. V bistvu čim več zdravja, pa da se ta situacija čim prej obrne na nekaj boljšega. Predvsem to, ker sem videla, koliko mi manjka tega nekega druženja, pa tako, ne vem, sam navadna pijačka ali pa tako, ki je bilo prej toliko samoumevno, ne. Zdaj pa sploh ni, tako da v bistvu samo to, da se čim prej življenje vrne v stare tirnice, ali kako se reče. Tako. Mogoče sem pričakoval zelo lepe želje, ampak sem pričakoval kakšno potovanje. Ja, ampak to Glede na vse pride potem, ko se situacija vrne nazaj. Točno to. Zdaj mi je tako nerealno razmišljati o nekih potovanjih, ker se mi zdi to res nemogoče zdaj. Tako da najprej življenje, da gre nazaj, tako kot je bilo, pol pa vse ostalo. Bodo prišla tudi potovanja. Tako. Super. Ja, jaz ti absolutno želim, da se ti vse te želje uresničijo, oziroma kot pravijo, ne, da se ti vsaj tretjina teh želja uresniči, pa bo že veliko, ne. Ja, hvala. In s teboj, Petra, bi spregovoril tudi na eno tematiko, ki si jo letošnje leto odpirala v vseh različnih intervjujih na slovenski noti. Perfekcionizem.
a ne, v uvodnem intervjuju na javni razglasitvi, ki si ga lahko ogledate, če ga si še niste, si zaupala, da si perfekcionistka, da je to tista tvoja šibka, ampak hkrati tudi močna lastnost. In mislim, da se veliko pevcev znajde tudi v tem, oziroma prepozna v tem perfekcionizmu in me zanima, kako ti uravnavaš ta svoj perfekcionizem? Kdaj, kako ga recimo upočasniš, da te ne preveč ne ovira? V bistvu nimam neke tehnike za to. Sam včasih, recimo, če sem tako, joj, to ni bilo tako dobro, joj, ne vem, daj še enkrat, to je slabo, nimaš pojma, bla, bla, bla. Sem sam tako, pač ne, umir se, kul je, dobro znaš, ne biti toliko samokritičen do sebe, ker ni veliko ljudi, ki bi recimo kaj takega bil zmožen narediti. Tako da ja, sam probujem se ne toliko obremenjevati, čeprav je težko, pa itak vedno misliš, kaj bojo drugi rekli, pa družina, pa prijatelji, pa drugi ljudje. Ampak ja, ne vem, vse to je super tudi lastnost, veš, ker je tako, itak sem toliko kritična do sebe, da pač nekaj moram narediti do konca, mora biti dober in je vedno pol dobro narejena, ne glede na to, da pol sem včasih tudi malo trpim oziroma je tako malo težko, ampak ne vem, sem z leti sem to obrnila bolj na pozitivno stran. No. Srčno upam, da bodo te besede odmevale, oziroma da se bodo vsi, ki se s podobno težavo soočajo kot ti v teh pevskih vodah, recimo, nekako stopicali po podobnem mindsetu, kakor ga imaš ti glede tega. Pa me mogoče zanima, na letošnji Slovenski noti je bil kakšen tak trenutek, ko te je pa perfekcionizem oviral, da si zaradi perfekcionizma, ne vem, pri intervjujih, kjerkoli drugje, da si pač imela recimo zaradi tega težave? Pri intervjujih ne, se je pa zgodilo kdaj na kakšni vaji, ker recimo nisem kaj zapela tako, ker vem, da sem zmožna, oziroma bi doma zapela brez treme, pa sama v sobi. In sem bila pol tako joj, pač kaj je fora, da tle pojem, če itak, zakaj ne, če doma lahko, tle pa ne morem, kaj zdaj, ne. Ampak ja, to se mi zdi čisto normalno, trema je tam, ljudje te gledajo, pač probaš samo odmisliti in kar bo, ne, itak. Ne vem, kar je usojen, da se bo zgodilo, se bo, tako da se je kdaj zgodilo, ampak sem že pol to prerasla. Si nekako to prerasla, to premagala, super slišati. Ampak zagotovo te pa po drugi strani ne, ta perfekcionizem pravzaprav pripeljal do zavidljive študijske situacije. Študiraš farmacijo, za katero seveda slovijo visoke omejitve, ne pride vsak pravzaprav na ta študij. In me zanima, ta kombinacija, ne, petje in farmacija, se sliši res zelo zahtevna kombinacija, oziroma težko je pravzaprav oboje, sklepam, da ne vem, boš ti povedala, uravnavati. In me zanima, kako usklajuješ te dve tvoji strasti, poklicni, življenjski. Po mojem bi bilo zelo težko, če bi jaz to res profesionalno oboje delala, ne? Če bi se jaz res, ne vem, še učila petje na srednji glasbeni, recimo, ali pa študirala na akademiji. Tako pa je vedno prva farmacija, ne? Prvo je faks, ker pač pride s tem služba in tako naprej. Petje je tako mogoče malo na stranskem tiru, ampak vseeno, ko imam pač veliko drugih stvari v glavi, ko se moram sprostiti, grem z veseljem kaj za pet, tudi z veseljem hodim na pevske ure in vadim tako, ker ni toliko nujno, pa ne vem, taka velika obveza se mi zdi, da še večkrat to delam, kakor bi drugačne. Tako da zaenkrat mi dobro shaja, glih zato, ker ni oboje number one prioriteta, ne. Ja, zdaj, da bi pa oboje šla nekaj profesionalno, bi sigurno bilo težko in veliko časa bi mi vzeli. Tako da zato sem zaenkrat še nisem profesionalno v pevskih vodah. Se boš verjetno s časoma nekako to dvoje prepletla in bo potem že tista ta prava strast vam prišla. Ja, bomo videli. To ti želim, iskreno iz srca. Ampak vseeno, so mogoče tvoji kolegice te kaj spremljali na letošnji noti? Ja, itak, da so me, sej sem skozi nekam delila kakšne stvari, tako da so me pol tudi gledali na YouTubu, tudi na finalnem večeru in so glasovali zame in navijali zame in mi tudi pol čestitali in so rekli, da sem bila dobra in da oni nikoli ne bi mogli kaj takega, tako da so bili ful veseli. So bili veseli, ni bilo kakšnih recimo očitkov, kakor mogoče kdo reče, da je ta show biznis cenen, zakaj se spuščaš, ne, recimo z neke fakultete, ki ima prestiž na nek show biznis, nisi dobila takšnih očitkov? Ne, zato ker itak tudi ni v bistvu moj plan zdaj vsaj iti v neko to kariero in tako pustiti vse in iti samo v petje. In so vsi sam rekli, pač ful dober, ne, da ti, ki pač poješ, ki te to veseli, da greš pač na kakšen festival, zakaj pa ne, ne. Sej tle samo
pač vidiš, mogoče te pa kdo sliši, prepozna talent ali pa tako, ne, se ti odprejo kakšna nova vrata, ampak nikoli pa nisem jaz zdaj rekla, ne, farmacije bom zdaj vrgla, pač dala na stranski tir, ne. Mogoče bi pol kdo kaj rekel, ne, tako Petra, premisli še enkrat, se ti zdi to pametno. Zdaj pa so bili vsi samo veseli. Lepo. Torej ni bilo nobenih teh očitkov. Namreč, zakaj sem to spraševal? Namreč sklepam, da se mnogo pevcev, pevk ravno znajde na teh razpotih, ne? Ko imajo odličen študij na voljo, oziroma pridno študirajo, ne vem, lahko postanejo zdravniki, zdravnice, farmacevtke, inženirji, inženirke. Želijo si pa peti ali kaj drugega, recimo ustvarjati in tako naprej. Ne? Zato mogoče je ta dilema, mogoče s katero se mnogo naših sovrstnikov znajde, a ne? Ja, je težko, predvsem mogoče takrat, ko ta tvoj prvotni študij, če ti ni toliko všeč, a ne. Ker meni je farmacija res všeč, jaz sem se najdla v temu in mi je oboje všeč, a ne. Zato pa pri meni to ni zdaj toliko težko, kot recimo, če bi jaz študirala kar nekaj, kar me nikoli ne bi zanimalo, pa bi vedela, joj, tam je nekaj ful boljšega, kar me ful bolj veseli. Tako da verjetno zato nimam jaz še takih težav. Privoščiva si eno pavzico, potem se bo najin pogovor počasi iztekel. Vas, dragi gledalke in gledalci, seveda sedaj vabim, da si ogledate naš drugi prazničen duet, in sicer Tajo Jamnik in Ajdo Podgornik Valič. Uživajte. Don't want alone for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Fire.
Tako torej, to je bil duet naše Taje in Ajde, najmlajše in najstarejše finalistke na Slovenski noti 2020. Petra, midva sta se sedaj malce našemila, zato ker se pravzaprav najin pogovor bliža h koncu in sedaj bova malce zaželela nekaj želja za vse, ki smo se virtualno tukaj le nocoj družili. Petra, kakšne imaš kaj želje za letošnje leto, za božične praznike, za vse nas, ki smo bili tukaj skupaj in ki se takole gledamo nadaljavo, ne? Ne vemo, kdo naj jo gleda, ampak... Ja, nič, a ne. Zdaj smo v takih čudnih časih, kjer nismo navajeni druženja, nismo navajeni se objemati. Zato bi vsem želela veliko ljubezni, veliko miru, veliko druženja v krogu najbližjih, ker je to vse, kar nam je dovoljeno danes. Veliko sreče in pa da se to vse čim prej zaključi, ta situacija, in da prihajajo lepši dnevi. Tudi jaz bi se pridružil tem željam, Petra. Za na konec bi ti rad seveda še enkrat iskreno in iz srca čestital tako v imenu Mladinskega centra Hrastnik, tako v imenu celotne ekipe Slovenske note za odlično tretje mesto. Upam, da si dobila eno tako močno spodbudo in potrditev za naprej za vse pevske podvige, na katere se boš podala. Ja. Tako da čestitke in seveda se tudi jaz v imenu celotne MCH in Slovenske note ekipe pridružujem tvojim željam. Želim vam res mirne praznike in pa da se v krogu svojih najbližjih podružite, če se že mogoče čez celotno leto nismo mogli. Vabim vas pa hkrati 28. decembra na naš YouTube kanal, kjer si boste lahko ogledali drugo praznično oddajo, in sicer se vam bomo javili z Bizeljskega z našo Macom Bihelin, drugo uvrščeno, tako da vas toplo vabiva tudi s Petro, da si ogledate tudi drugo oddajo. Petra, hvala še enkrat in lepe praznične pozdravčke s pristave na Stično k vam. Lahko noč! Čau.